Lep pozdrav vsem skupaj iz Centra za energijo živim. Moje ime je Leticia Fortin in sem energijska terapeutka. Ste se kdaj vprašali, kako v partnerskem odnosu ohraniti iskro med vama? Ja, tudi jaz sem se in moram reči, da z mojim partnerjem, z Lucijanom, ves čas gledava, da ohranjava ta naboj med nama. Vsi veste, na začetku je vse tako fajn, ko si zaljubljen in je ta naboj še zelo močen. Potem s časoma to malček se umiri, kar je tudi fajn, ker tista zaljubljenost na začetku je včasih malo bolj naporna. S partnerja začneta se spoznavati, se umirjati, ampak če ne pazita, lahko zgubita ta osnovni naboj, to privlačnost, ki je med njima. Zdaj, kaj narediti? Ja, prvo je to, da delaš na sebi. Zelo priporočljivo je, da oba delata na sebi. Jaz osebno, ko sem se odločila po mojem prvem zakonu, kaj si želim v naslednjem partnerstvu, je bilo, prvi pogoj je bil, da tudi on dela na sebi. Začutila sem, da drugače ne bo šlo. Sicer sem že z mojim bivšim možem hotela narediti ta korak, ampak on ni bil pripravljen, zato sem se mogla jaz umakniti, ker sem začutila, da ne bo šlo tako naprej, da v bistvu oba trpiva. Ko sem šla in ko sem nadaljevala v bistvu z ozaveščanjem, zakaj se mi je to zgodilo, kaj je vse v meni, da priteguje take moške v moje življenje. Delala sem tudi na tem, da sem ozaveščala prejšnje veze, ki so bile sicer bolj kratke, ampak vseeno, vsaka veza v tebi pusti nek spomin, neko energijo in jo je treba razrešiti. Treba jo je pogledati, treba jo je počistiti, zaceniti. Ker smo ljudje energijska bitja, se te naše energije ves čas prepletajo, sploh pa v partnerskem odnosu. V partnerskem odnosu je prisotna zraven še spolnost in preko spolnosti se še v bistvu še bolj povežemo. Jaz pri Lucijanu prav čutim, včasih je najina spolnost res zelo močna, zelo intenzivna in ne čutim nekih posledic, včasih pa jih. Čutim, da je njegova energija v meni in on čuti, da je moja v njem. In to je tako, kot da bi jaz nosila zdaj neke obleke od čist nekoga drugega, bi bile recimo prevelike, ne bi mi bile všeč, ne da mi ne bi bilo všeč, pač ne bi stale na meni. Enako je, ko imaš ti v sebi energijo tvojega partnerja. In takrat jaz začnem delati na tem, da mu vrnem energijo, da mu vračam in on tudi meni. In ne boste verjeli, res, to se tako pozna, ko ti vrneš energijo partnerju in ko je on meni, jaz tako čutim, to je res nekaj neverjetnega. Zdaj, kako to delam? Predvsem za rekapitulacijo. To je v bistvu tehnika, ki jo vsi naravno že uporabljamo, ampak so jo potem nekako, bomo rekli, šamani, se verjetno jo še kdo drug poznal, ne samo šamani, so jo nekako priredili, da obenem, ko ti podoživljaš dogodke oziroma se spominjaš dogodke iz preteklosti, poberaš to svojo energijo nazaj in se čistiš teh tujih energij. In jaz v bistvu več ali manj po vsakem takem najnem odnosu, po spolnosti, naredim rekapitulacijo. Kaj se zgodi, če ne vračaš sproti energije partnerju nazaj? Ja, večinokrat je tako, da se malo naveličamo. Naveličamo se teh naših odnosov, na živce si gremo, nasičeni smo. In dejansko smo nasičeni
energijsko smo nasičeni z tujo energijo, torej s partnerjevo, oziroma od partnerke energijo, in obenem še z našimi občutki, ne? Ker ta partner naš, partnerka, nam je ogledalo. Vkolikor se zavedamo, da je ta partner ogledalo in da nam kaže nekaj o nas, potem smo zmagali. Vedno si pogledajte, kaj mi on ali ona kaže, ker v temu je velika vrednost in ko boste potem te stvari ogledala videli pri sebi, predelali, boste rekli, pa se v bistvu sploh ona, pa ona ni kriv. Vse tu so že vse v meni te energije, ne? In zato jaz pravim, da je fajn, da oba delata na sebi, da oba rasteta, ne? Ker če ti greš, eden se dvigne, pa drugi je tukaj ostane, pa ta se dviguje, kmalu rata med njima taka vrzel, ki jo je zelo težko zapolniti, ne? Sicer eni jo polnijo s potovanji, pa z denarjem, pa ne vem, s čem vsem, hodijo vse okoli, ne? Samo soočajo se ne en z drugima, ne? In v bistvu bi bilo glih to potrebno, soočati se, delati na partnerskem odnosu. Ampak ne samo s pogovorom, a veste. Jaz vidim, v redu, tudi pogovor mora biti, da ne boste mislili, ne? Ampak mora biti nujno vklopljeno še delo z energijo. Ker mi smo prepleteni. In ko jaz recimo vrnem Lucijino energijo nazaj in on meni, se mi dva odpleteva in postaneva spet vsak svoja celota. Ja? In so lepo povezana. Ko se prepleteva, pa čutiš tako neko težo, pa ti ni nekaj v redu, ne? Jaz prav čutam, tako da bi nekaj bilo na meni, ker ni okej, ne? In tudi njega vidim, on ni zadovoljen, ne? Tako da, ja, partnerski odnos, za ljubeč partnerski odnos, za tak čudovit partnerski odnos, se treba fajn potruditi. In treba je tudi malo potrpeti dalje, ne? Zdaj, mi smo ratali malo vsi tako neka instant generacija, ki hoče vse nekaj na hiter, hoče takoj, ne? Ampak ne bo šlo, sploh pa ne pri partnerstvu. To je ena taka vez, ki je posebna, ne? In če ste se imeli radi na začetku s svojim partnerjem, potem se imate lahko ves čas radi. Ker ta ljubezen ne gre kar tako, ne? Razen seveda, če je bil odnos na napačnih temeljih postavljen. Ja, potem pa je boljše, da ga končate in da greste stran, ali pa v primeru nekega nasilja, alkoholizma in tako naprej, drog, ne? Tudi to bi jaz osebno takoj zaključila. Ne? Ja, lepo je imeti fajn partnerja. In lepo je se zavedati, da ko v partnerju vidiš svetlobo in ko v njem vidiš te lepe stvari, pomeni, da tudi sebe ceniš in imaš sebe rad. Seveda se začne vse pri sebi, ampak partner nam je pa res tako en tak fajn izziv lahko in nam hitro pokaže veliko o nas. Jaz sem za svoj odnos z Lucijanom res zelo hvaležna. Vidim, da velikokrat jaz se odzivam na neke čudne načine in da lahko, če sem pozorna, to hitro spremenim in potem vidim v njemu res same lepe stvari. Tako smo mi vsi lepi in enkratni in tja je treba usmerjati svojo pozornost. Seveda pa tega ne moramo narediti prej, dokler ne zacelimo, ne pogledamo vase in ne ozdravimo tistega, kar nas omejuje. Delo na sebi se splača, odkriva marsikaj, ampak v bistvu daje pa velika darila za vse tiste, ki si želijo res živeti še bolj svobodno in pa v ljubezni. Imejte se radi, imejte se lepo in se vidimo naslednjič. Čau, čau!